Obrambni minister, ki se je srečal tudi z brežiškimi gasilci, je dejal, da je ministrstvo doslej za različne potrebe v občini prispevalo 4,5 milijona evrov. Z županom sva se dogovorila, da se bo to sodelovanje med ministrstvom in občino nadaljevalo tudi v prihodnosti. Moram priznati, da je župan trd pogajalec, da se je trdo pogajal za svojo lokalno skupnost. Na nek način je dogovor ta, da se bodo sredstva namenila za njihovo infrastrukturo, del pa tudi za potrebe gasilcev. Zadnje 2 leta smo imeli dogovor, da se financira infrastruktura v neposrednji bližini vojašnice, to je bila ureditev naselja Črešnice in pa cesta od Cerkelj do Pirošice, vključno z mostom, ki se bo začel obnavljati v teh dneh. Prav tako pa je bil dogovor, da se v lanskem in po letošnjem letu nameni 100 000 evrov za nabavo gasilskih vozil. Minister je obljubil, da občina lahko pričakuje najmanj toliko denarja, kot so ga zagotovili njegovi predhodniki, torej na leto med 300 in 600 tisoč evrov. Tukaj smo danes predvsem uskladili, kaj so prioritete za eno in za drugo stran. Hkrati pa sem to priložnost izkoristil tudi to, da sem se županu kot predstavniku lokalne skupnosti zahvalil za dober in topel sprejem vojaškega letališča in pa tudi same Slovenske vojske. Molan je ob tem dejal, da zaradi vojašnice in drugih izzivov, ki jih predstavlja meja s Hrvaško, bi želeli, da bi ministrstvo tudi del sredstev namenilo za gasilce, kot so razna penila, razne reševanje, ki jih bomo še z Gasilsko zvezo dogovorili. Sicer pa je bila ena od tem današnjega pogovora tudi delovanje javnega gospodarskega zavoda Letalski center Cerklje ob Krki, katerim pogodba poteče, in ena od točk je tudi bila, da se ta pogodba podaljša za naslednjih 5 let in da se lahko izvaja nemotene dejavnosti Letalskega centra Brežice. Po lani podpisanem dogovoru je ministrstvo v brežiški občini za vlaganje v infrastrukturo obljubilo po 400 000 evrov za lansko in letošnje leto.